našem webinarju bodo zdrave samopodobe. Sem študentka psihologije Ines Časar in pri psihologinji Lari opravljam prakso. Danes pa bom z vami in bom odvodila tale webinar. Obvestiti vas moram tudi, da se bo webinar snemal, zato smo vsem izklopili kamere in mikrofone, poskrbljeno pa je tudi, da se nobenega imena ne bo videlo na videoposnetku. Na koncu bo snemanje prekinjeno, vi pa boste imeli takrat tudi možnost, da postavite vprašanja. Pa začnimo s tem, kaj sploh je samopodoba. Samopodoba je celotno neko doživljanje samega sebe, svojih lastnosti, spretnosti in sposobnosti. Torej gre za doživljanje tega, kako izgledamo recimo, kako se vedemo, kako upravljamo s svojimi čustvi v nekih stresnih situacijah ali pa tudi nasploh, in kako uspešni smo v določenih aktivnostih. Rečemo lahko, da je tako v grobem delimo na akademsko in neakademsko samopodobo. Akademska se nanaša na zaznavanje teh svojih lastnih spretnosti in sposobnosti, ki nam pomagajo pri uspehu v šoli in pozneje tudi na kariernem področju. Torej nanaša se na našo sposobnost učenja, na neko ustvarjalnost, inteligentnost in tudi spomin. In gre za splošno prepričanje o tem, koliko menim, da sem zmožna biti uspešna in kako tudi zaznavam lasten uspeh. Zdaj v šoli bi to pomenilo, kako uspešna menim, da sem lahko pri posameznih predmetih. Recimo menim, da sem sposobna dobiti visoke ocene v šoli, sicer nekoliko lažje pri angleščini, kemiji, biologiji, kot pa recimo pri fiziki. In pa tudi, kako zadovoljna sem s tem. Recimo sem zadovoljna s svojim uspehom, ampak vseeno vidim neke možnosti za napredek. Podobno je potem tudi naprej pri poklicni samopodobi. Torej, kako vrednotimo poklic, ki smo ga izbrali, kako vrednotimo ta poklic nasploh in kakšna prepričanja imamo glede njega. Na primer, če menim, če sem izbrala poklic za sebe, da sem zdravnik. Pač nisem, ampak recimo, da bi. In če menim, da je biti zdravnik ugledno, bom tudi sama sebe dojemala kot ugledno, ko bom postala zdravnica. In zato bom tudi zdravnike nasploh visoko cenila. Gre tudi za to, kako dobro menimo, da opravljamo svoje delovne naloge, ki si jih pač dobimo. Ali sem dobro opravila. In tudi kako pač menimo, ali za svoje delo dobimo primerno nagrado. Če recimo za svoj trud, za svoje dobro opravljeno delo ne dobimo neke nagrade, bodisi materialne ali nematerialne, tudi mogoče pohvale, bomo lahko iz tega razvili neko slabšo podobo o sebi. Potem na drugi strani, kot sem že prej povedala, imamo akademsko in neakademsko, zdaj smo pogledali akademsko, pa dajmo še neakademsko. Na drugi strani imamo torej neakademsko samopodobo. Sem uvrščamo naše socialne spretnosti, telesno samopodobo in pa tudi čustveno. Zdaj pri socialni samopodobi gre za to, kako vrednotimo svoje medosebne spretnosti, torej kako hitro sklepamo neka prijateljstva, kako uspešni smo v tem, kako sprejete se znamo počutiti v družbi drugih, kako ohranjamo odnose, do kakšne mere menimo, da smo uspešni v teh odnosih z drugimi ljudmi. Potem telesna samopodoba. Tukaj sta pomembna za izpostaviti dva vidika. Prvo gre za prepričanje o svojih sposobnostih telesa, torej kako gibčni smo, kako močni, v kakšni fizični pripravljenosti smo. Torej, kako sposobno je naše telo v nekem tem športnem smislu. Po drugi strani pa kako izgleda in kako privlačno se nam zdi. Zdaj zadnjo pa še poglejmo čustveno samopodobo. Tu gre za naše zaznave in prepričanja o izražanju in obvladanju svojih čustev. Torej, ali smo pretežno dobro ali slabo razpoloženi,
kako nam gre uravnavati svoja čustva, ko smo jezni ali ko smo recimo pod stresom. Torej, kako mi menimo, da nam to uspeva. In sami sebe lahko v vseh teh omenjenih lastnostih, torej v vseh teh oblikah samopodobe, bodisi zelo podcenjujemo ali pa tudi pretirano precenjujemo. In nobena od teh skrajnosti se nam verjetno zdi, da ni konstruktivna, nobena ni okej. In pomembno je, kot že velikokrat ste slišali, ravnovesje. Torej, da gojimo neko vmesno, neko zdravo samopodobo. In temu je tudi namenjen današnji webinar. In kaj sploh pomeni zdaj zdrava samopodoba? Kakšna je zdrava samopodoba? Zdrava samopodoba je pretežno pozitivna. Torej, ja, se nagiba malo bolj k temu pozitivnemu delu, ampak vseeno je pa realna percepcija sebe. In vključuje sprejemanje svojih močnih področij, svojih zmožnosti in tudi sprejemanje nekih omejitev. Torej, oseba, ki ima zdravo samopodobo, sprejema sebe, torej kot svoje pozitivne lastnosti, neke dobre lastnosti, kot tudi negativne. In razume, da je popolnoma naravno imeti pomanjkljivosti, a hkrati vseeno ceni svoja močna področja. In posameznik se zaveda torej, da ni popoln, ampak je vseeno vreden spoštovanja, ljubezni, tako strani drugih kot strani sebe. In na oblikovanje te samopodobe, kakršnekoli, bodisi pretirano negativne, pretirano pozitivne ali pa tudi zdrave, vplivajo lastne izkušnje s samim seboj in tudi odnosi z drugimi ter njihovo vrednotenje nas. Drugi nam pogosto nekako besedno ali nebesedno sporočajo, kako nas vidijo in dojemajo. In še posebej pomembne so neke zgodnje izkušnje, predvsem z družini. To, kaj nam sporočajo starši, v bistvu ponotranjimo in nosimo s sabo v drugih odnosih tekom življenja. Ti tako imenovani neki notranji glasovi staršev pozneje vplivajo tudi na to, kako mi dojemamo sebe, na to, kako se vključujemo v družbo z drugimi. Če nam je nekdo pretirano govoril, kako neustrezni smo, da smo neumni, da nič ne vemo narediti, s takim prepričanjem stopamo tudi v odnose in veliko težje nam je stopiti v odnos, če menimo, da nismo ustrezni, da si takega odnosa ne zaslužimo. Torej, to gre recimo pri pretirano negativni samopodobi. Ampak vseeno ne smemo zanemariti tudi drugih izkušenj v različnih obdobjih razvoja, torej ne samo starše. Ampak tudi pozneje, recimo v mladostništvu, se zgodi marsikaj, kaj lahko oblikuje našo sprejemanje in dojemanje sebe. Recimo, kakšna izkušnja medvrstniškega nasilja lahko zelo negativno učinkuje na naše samovrednotenje. Po drugi strani pa občutki sprejetosti v skupini, priljubnost celo, lahko zelo pozitivno deluje na to, kako mi dojemamo sebe. In samopodoba je dinamična. Spreminja se skozi življenje, ni neka zabetonirana stvar. Torej, če lahko oblikujemo tako skozi izkušnje, kaj nam pravijo drugi, jo lahko v bistvu spremenimo tudi sami. Ni enostavno, rabi čas, ampak gre. In dojemanje sebe vseeno prilagajamo nekako na to, kakšne odzive dobimo z okolja. Torej, smo bili preko staršev, preko vrstnikov. In glede na to, da sami sebe primerjamo, to, kakšni smo in kakšni so drugi, oziroma kaj je zaželjeno, kakšni bi naj bili, kaj je sprejemljivo. In torej svojo samopodobo ali identiteto, kakorkoli, izoblikujemo tudi tako, da opazujemo druge in se z njimi primerjamo. Primerjanje z drugimi ni vedno v vseh pogledih nekonstruktivno. Kot to velikokrat slišimo po družabnih omrežjih. Recimo slišimo, če se primerjaš z drugimi, se nimaš dovolj rad. Nehaj se primerjati z drugimi, ne išči potrdil pri drugih ljudeh, to mora priti od noter, to ne dobiš od zunaj in pač podobne stvari. Ampak mi smo družabna bitja in normalno je, da iščemo potrditve pri drugih ljudeh. Saj s tem si zagotovimo, da smo ustrezni in pripadamo neki skupnosti, torej da smo ljubljeni. Torej gre za neko povsem osnovno psihološko potrebo, ki jo na tak način zadovoljimo. Sicer res je, poznamo
dve obliki primerjave, navzdol in navzgor. In glede na to, s kakšnimi ljudmi se primerjamo, je potem odvisno, kako se mi potem počutimo. Če se primerjamo navzdol, to pomeni, da se primerjamo z nekom, ki je po domače povedano, po našem mnenju, slabši od nas, pač v narekovajih. Torej v tisti lastnosti, ki jo primerjamo. Potem se ponavadi počutimo bolje glede sebe. Naša samopodoba postane nekoliko bolj pozitivna. Recimo, če mi je pomembno, kako se oblačim, in se potem primerjam z osebo, za katero menim, da nima dobrega stila, se bom počutila bolje. Po drugi strani pa imamo primerjavo navzgor, kjer se primerjamo z osebo, ki je po našem mnenju boljša od nas. Torej, recimo, se boljše oblači. In po tem primerjanju se počutimo bolj neprijetno. Naša samopodoba lahko malo upade. In ko imamo pretirano negativno samopodobo, torej ko se večino časa počutimo neprimerno, nesprejeto, neustrezno, se pogosto izogibamo situacijam, ki nas sprožajo neko tesnobo, torej te neprijetne občutke. In verjamemo, da so te situacije, neko druženje z drugimi, vir sramote in neuspeha. Torej se niti ne gremo izpostavljati. In take situacije lahko najdemo v šoli, v delu, med čisto navadnimi medosebnimi odnosi, ki so zelo pomembni v življenju. In pri pretirano negativni samopodobi dobimo lahko celo občutek, da nismo dovolj dobri in smo pretirano kritični do sebe. In imamo hkrati vseeno neka visoka pričakovanja, kaj moramo narediti. Smo pretirano perfekcionistični. Je osebnostna lastnost oziroma bolj naravnanost, za katero so značilna zelo visoka pričakovanja do sebe in včasih tudi do drugih. Osebe stremijo k popolnosti oziroma k temu, da so čisto brez napak. Torej, postavljajo si take osebe neke nerealno visoke zahteve in standarde. Visoke cilje. In sami nad sabo v bistvu izvajajo pritisk, da dosežejo ta lastna visoka pričakovanja. Recimo, porabijo ogromno časa za neko nalogo, jo preberejo že milijonkrat in še vedno ni dovolj perfektna za to, da bi jo lahko oddali. Recimo v šoli, ne. In če nekih teh svojih pričakovanj ne dosežejo, so do sebe zelo kritični. To zna biti zelo naporno. Kljub temu pa nas ta perfekcionizem oziroma ta pretirana kritičnost do sebe vseeno poskuša pred nečim obvarovati. To je ponavadi pred nekim neuspehom, pred napakami, pred zavrnitvami ali nekim razkrivanjem. Ker če smo popolni, če vse naredimo popolno, se ne more noben posmehovati iz nas, nima niti ničesar, s čim bi nas prizadel. In v bistvu je potem ta perfekcionizem, ta želja po perfekciji neka obramba, nek zid, ki nas varuje. In tako se potem obranimo določenih neprijetnih čustev ali pa situacij. Včasih smo celo ponosni na te svoje lastnosti perfekcionizma in visokih ambicij, ampak spregledamo, kako zelo nam lahko to škodi pri našem dobrem počutju in pri kvaliteti našega življenja. Sicer se je dobro vsake toliko opomniti, da smo sočutni do samega sebe in da ni vedno potrebna perfekcija, ampak da je dovolj dobra ta neka rešitev, da je pomemben napredek. In zdaj kako biti sočutni do samega sebe? Nekateri rečejo, preusmeri svoje misli, prepričaj tega svojega notranjega kritika, ta perfekcionistični, kritizirajoči del sebe, da nima prav. Ampak pogosto se zgodi, da takim mislim ne verjamemo. In res moramo pridobiti neke izkušnje iz okolja, da začnemo temu verjeti ali pa si nekako neprestano ponavljamo,
da naša misel ni konstruktivna in da potem sploh nastane v možganih neka povezava med tem novim mišljenjem, med tem novim prepričanjem in da se pozabi to, kar smo verjeli do zdaj. Ampak če smo to verjeli, ne, 17, 20 let, naslednjih 5 minut ne bo popravilo vsega tega za nazaj, vseh teh izkušenj. In včasih ob tem doživimo tudi odpor. Bolj kot mi porivamo kritika v stran, bolj nas on vleče nazaj, bolj meče besede nazaj v nas. Takih misli, torej, da nismo dovolj dobri, da nič ne znamo, da smo neprivlačni, da moramo postoriti to in to in to, tega se ne moremo znebiti tako hitro. Jaz bom tu predstavila eno drugo teorijo, ki da mogoče malo drugi pogled od tega, da začnemo od tega, da svoje misli prekinemo, jih preusmerimo, preoblikujemo, bolj k temu, da jih razumemo in poskušamo ugoditi tem potrebam, ki jih imamo, brez da bi se recimo upirali. In v tej teoriji Fritza Perlsa, ki izhaja iz gestalt terapije, bi lahko našli nek drugačen način, kot sem že povedala. Ampak najprej moramo zdaj pogledati malo ozadje. Ampak spet to ni zdaj nek recept, ki bi deloval v 5 sekundah, 5 minutah. Mogoče je še celo bolj zakomplicirano, kot pa samo preoblikovanje misli. Tu imamo 2 strani sebe, če lahko rečem tako. Top dog in underdog. Torej, pes, ki je zgoraj, pes, ki je spodaj. In ta top dog opisuje del nas, ki zahteva, da se držimo določenih družbenih norm in standardov. Torej, zahteva popolnost. Torej to, kar smo prej rekli, da je to neka vrsta perfekcionizem. In ta del prepoznamo pri sebi, ko si govorimo, bi morala ali tega pa ne bi smela. Na primer, morala bi delati bolj pridno, pametno, hitro, da bi bila prepoznana. Ali pa če zdaj malo drugi primer, v drugo sfero, prvi je bolj naravnan na neke sposobnosti, uveljavljene recimo v šoli, v kariernem področju, drugi pa mogoče bolj na telesno samopodobo. Recimo, ne bi smela pojesti te celotne sklede sladoleda, saj vsebuje preveč sladkorja. Te 2 misli oziroma take podobne misli moral bi, ne bi smel, to ni nujno, da so te zapovedi resnične, da bi to mi zares mogli narediti. Ali pa nujno nekaj, kar si mi zares želimo. Lahko so to neke ponotranjene misli, nekaj, kar smo prevzeli od staršev. Torej, kaj so nam oni govorili, kaj so si oni želeli od nas. Potem na drugi strani pa imamo underdoga. Underdog, on se sicer strinja, da so te zahteve toga ustrezne. Torej, ja, moral bi res delati bolj pridno, pametno, hitro, ampak zaradi strahu ali pomanjkanja poguma, ali pomanjkanja časa, ali pa nekih drugih virov, se pogosto zgodi, da te potrebe preoblikujemo v samopotažne misli in vedenje. Torej, nas drži stran od spremembe. Underdog nas drži stran od visokih zahtev, ter nas tako varuje pred neko spremembo, ki bi lahko bila za nas preveč naporna. Mogoče na koncu sploh ne bi uspela, tako kot bi želeli. In nas varuje pred tem, da bi vložili preveč svoje energije v nekaj, ampak vseeno gre on v tako skrajnost, da potem sploh ne preizkusi. Samo da bi nas obvaroval. In to je neprestana igra med tem, kaj bi moral ali kaj mi ne gre, torej med top dogom in underdogom, in na koncu v bistvu nikoli ni zmagovalca. In če v tej igri underdog prevzame neki dominanten položaj, lahko to povzroči depresivno ali tesnobno simptomatiko. Torej, ko si neprestano oziroma večino časa ponavljamo, nikoli mi ne bo uspelo, nisem dovolj dober, to je bolj underdog.
Če pa prevzame dominanten položaj top dog, torej govori, to bi moral, to, še to ne delaš v redu, še to, še več, še hitreje, še močneje, ne. To pa lahko privede do znakov izgorelosti. In če pretirano ugajamo enemu, bo v bistvu tudi drugi začel močneje pritiskati. Bolj bomo imeli v glavi, kakšni moramo biti, bolj bodo prisotni tudi pomisleki o tem, ali smo sploh dovolj dobri, ali smo sploh dovolj sposobni iti v to. Ali pa obratno. Bolj ko si mislimo, kako neuporabni smo, bolj se ne lotimo ničesar, bolj bo ta top dog tudi pritiskal za vsemi stvarmi, ki jih moramo postoriti. In nobena skrajnost spet, kot že omenjeno, ne prinaša dobrega počutja. In zato tudi pač Fritz pravi, da ni smiselno, da se upiramo enemu ali drugemu. Ampak da razumemo, kaj kateri del potrebuje. Torej, koliko izkazovanja, koliko pohval ali pa recimo dokazovanja, tudi kakšno zdravo telesno težo potrebuje ta en del nas, torej ta top dog. In kako lahko to dosežemo brez tega, da bi preveč vznemirili underdoga. Kako doseči to, brez da bi preveč šli izven te svoje cone, prek teh svojih okvirjev, cone obdobja recimo. In brez tega, da bi si povzročili preveč frustracije, preveč stresa. Torej, da vseeno gremo za svojimi cilji, za svojimi dosegljivimi cilji, ampak vseeno zato ne porabimo toliko energije, da bi nas to povsem izčrpalo. Torej, da gremo bolj korak po korak, počasi širimo to cono obdobja in jo potem tudi lahko vzdržujemo. Da smo malo bolj sočutni do sebe, nam lahko recimo pomaga tale vaja. Poglej se v ogledalo in lahko jo izvedete v tem webinarju. Pred vajo je dobro, da poiščemo neko mesto, kjer je zagotovljena zasebnost in si priskrbimo ogledalo, v katerem se lahko čim bolje vidimo. Recimo stensko, da vidimo celo telo in se opazujemo potem. Poskušamo najti 10 stvari, ki so nam všeč na sebi, in tu lahko gre za čustvene, intelektualne, socialne lastnosti ali pa tudi nekaj na naš fizičen izgled, na našo telesno samopodobo. Torej si lahko teh 10 stvari zapišemo dol na list papirja. Je kar težko, se zdi, da 10 stvari kar hitro najdemo, ampak se nam zalomi, moramo vztrajati vseeno pri tem. In kaj je zdaj tu pri tej vaji ključno? Ne sama vaja, ampak refleksija po vaji. Torej, da potem gremo skozi stvari, ki smo jih našteli, da so nam všeč, da smo zadovoljni z njimi in se vprašamo, kako se ob njih počutimo. So tu prisotna neka pozitivna čustva? Najverjetneje so. In potem gremo še naprej. In razmislimo, katerih delov pa nismo zapisali. Do katerih delov pa smo kritični. In ravno do teh delov potem poskušamo dati nekaj vsaj malo sočutja. Mogoče jih ne sprejmemo vsem v celoti, ampak ali lahko poskušamo sprejeti vsaj en delček. To se zdaj malo sliši mogoče neoprijemljivo, zato ker tudi ni oprijemljivo. Je povsem abstraktna naloga. Recimo, če smo včeraj 100% sovražili, ne vem, naše boke, pa razmislimo, če jih lahko danes poskušamo sprejeti vsaj 1%. In ni nujno, da nam je zdaj to všeč. Samo, da smo ob misli in pogledu na njih vsaj okej, da so tako, kot so. In spet ni nujno, da to 100% drži, ampak vsaj en majhen premik v tem, da smo bolj okej, kot smo bili včeraj. Torej, to je bila zdaj vaja. Izklopili bomo tudi kamero
oziroma snemanje in boste zdaj lahko postavili vaša vprašanja.